Hvala lepa. Torej v svojem imenu in v imenu vseh kolegov poslancev v poslanski skupini Slovenske ljudske stranke se vam zahvaljujem za to, da prisustvujete naših prvi predstavitvi, prvi tiskovni konferenci po volitvah oziroma po konstituiranju državnega zbora in to še v novih prostorih oziroma v drugih prostorih, kot smo bili navajeni in mi in vi do sedaj v preteklih mandatih, tako da upam, da bomo se vsi skupaj tudi v teh prostorih dobro počutili, predvsem pa, da bo naš odnos konstruktiven in to si vedno želimo in vedno delujemo v tej smeri, da informacije dajemo čim prej na vsakemu, ki si informacije o kateremkoli problemu tudi želi in to bomo poskušali seveda še naprej. Ni razloga, da bi bilo kaj slabše oziroma da bi bilo drugače. Če mi dovolite, bi jaz uvodoma predstavil kolege na kratko, kolege poslance v naši poslanski skupini, pa če bi začel na levi, kolega Franci Bogovič, je tudi namestnik vodje poslanske skupine. Na kratko bom rekel to, da je že tretje, ker je mandat sicer župan občine Krško, druge njegove poglede in tako dalje bo povedal sam. Drugi z moje leve, magister Radovan Žerjav, kaj če drugi reč kot to, da je še vedno aktualni minister za promet, ki dobro upravlja svojo funkcijo. V kratkem v dobrem tednu jo bo prepustil seveda svojemu nasledniku in se bo aktivno lotil poslanskega dela. Na moji desni, prvi z desne, kolega Janez Ribič, prihaja iz mariborskega konca, iz Dupleka, je že od ustanovitve dalje prvi mož občine Duplek oziroma župan občine Duplek. Drugi na skrajni desni, kolega Gvido Kres, sicer prihaja iz Litijskega konca, je pa drugače podjetnik do sedaj, zdaj bo pa seveda prepustil to podjetniško dejavnost drugim, ker se je pač bil izvoljen in se lotil tega poslanskega dela. Toliko uvodoma za predstavitev, jaz sem pa presečnik že kar star znanc teh prostorov, kjer sem tudi prevzel to funkcijo vodenja poslanske skupine. Prihajam pa iz Zgornje Savinjske doline oziroma konkretno iz Muzije. To je na kratko okrog predstavitve. Če rečem malo naprej o delu poslanske skupine, bi rekel to, kar smo že večkrat rekli, od takrat od sklepa na organih stranke, da bo Slovenska ljudska stranka v tem mandatu delovala kot opozicijska stranka, tako tudi kot opozicijska poslanska skupina, sicer kot konstruktivna opozicija. Pomeni seveda, da bomo krepko pregledali vsak predlog, ki bo prihajal v državni zbor ali strani vlade ali strani kogarkoli drugega, da bomo seveda pri tem podpirali vse dobre predloge in pripravljali alternativne variante za tiste, za katere menimo, da je potrebno drugače ravnati, da je potrebno kakšne predloge tudi spreminjati. Nam kot opoziciji je seveda pri roki amandmajska oblika spreminjanja zakonov, spreminjanja predlogov in temu bomo seveda vse skozi sledili. Ne zaradi tega, da bi spreminjali kar tako, zaradi sprememb, ampak zaradi tega, da bi sprejemali takšne rešitve, da bi podpirali takšne rešitve, ki so prvič v skladu z programom, ki ga imamo, pozitivnim programom, ki ga imamo v stranki,
in drugič, da bi doprinesli k hitrejšemu razvoju Slovenije. To je ta prvi del splošni. Smo v fazi formiranja nove vlade. Koalicija je formirana, predlog za sestavo nove vlade je dan. Mi ne mislimo ocenjevati posameznih predlogov za ministrice in ministre v vladi predsednika oziroma mandatarja Boruta Pahorja. Menimo, da je to preuranjeno in bomo aktivno sodelovali seveda na vseh teh predstavitvah kandidatk in kandidatov, postavili tudi ustrezno vprašanje in dali pobude. Potem bo pa seveda je na potezi vlada, so na potezi ministrice in ministri, da svojim delom dokažejo, da so si zaslužili to odgovorno delovno mesto. In seveda bo čas za kritično oceno v nekem določenem kratkem obdobju. Ne pa menimo, da pa ne še danes. Torej, o tem, ali bomo podprli ministrsko ekipo na glasovanju predvidoma konec prihodnjega tedna, bo seveda zelo odvisno od predstavitve posameznih kandidatov in mi se bomo o tem odločili po izvedenih vseh predstavitvah, vsekakor pred sejo Državnega zbora, ki bo listo tudi potrjeval. Torej, to na splošno okrog liste kandidatk in kandidatov. Predvsem, kot rečeno, bomo spremljali njihovo delo, bomo spremljali izvajanje programa in bili kritični do tistih delov, kjer bomo mislili, da ne gre dobro niti za Slovenijo in da ne gre dobro, da ne gre v pravi smeri tudi upoštevajoč naš program.